spoštovani obiskovalci današnje prireditve. Čez nekaj trenutkov se bo prireditev začela, zato vas vljudno prosimo, da izklopite svoje mobilne naprave. Da bo program potekal nemoteno, vas prosimo, da med prireditvijo ne ploskate nastopajoči. Če vas bodo navdušili, prihranite aplavz za konec. Hvala za razumevanje. Spoštovani obiskovalci današnje prireditve, lepo pozdravljeni. V zgodovini slovenskega naroda je bilo veliko ljudi, ki so s svojim delom pripomogli, da so dozorele sanje mnogih o samostojni državi. Veliko jih poznamo in se v njih učijo v šolah. Trubar, Prešeren, Cankar, Maister, Slomšek in še mnogi drugi. Žal pa so tudi taki, o katerih vemo bolj malo ali pa nič. In eden izmed njih je monsignor Janez Hladnik. Zato smo se odločili širši javnosti predstaviti njegovo življenjsko pot in delo. Letos praznujemo 25-letnico samostojne države. 200 let samostojnosti praznuje Argentina. Mineva 80 let, odkar je Janez Hladnik odšel v Argentino za dušnega pastirja slovenskim beguncem. Šel je kakor pastir za razkropljeno čredo. Po vsej Argentini je obiskoval slovenske rojake, ki so šli tja iskat vir zaslužka ali pa so se umaknili pred terorjem, ki ga je takrat izvajal fašizem na Primorskem. Po koncu druge svetovne vojne se pred komunizmom umakne v Argentino skoraj 8000 Slovencev. Tukaj pa je glavno vlogo imel prav Hladnik. Janez Hladnik se je rodil na Petkovcu 22. decembra leta 1902
v veliki družini 14 otrok. K svetem krstu so ga naslednji dan nesli v cerkev svetega Mihaela v Rovte. Otroštvo je imel v zelo lepem spominu in se je le težko sprijaznil z željo staršev, da gre v šole. K temu je pripomogla poškodba, ki jo je dobil med otroško igro. V zelo lepem spominu mu je bila farna cerkev in gospod Matevž Sušnik, ki je večkrat tudi obiskal njihov dom. V spominih opisuje napredek, ki ga je prinesel prihod gospoda Matevža v Rovte. Po njegovi zaslugi so se vrstile Rovte med napredne kmečke vasi. Tedaj so dali cerkvi prenovljeno notranjost, tako da je bila cerkev v Rovtah ena najlepših podeželskih cerkva ljubljanske škofije. Cerkev nam je bila kot nebeška vrata, polna svetlobe, lepote in veselja. Zato smo se otroci z izredno resnostjo pripravljali na prvo spoved, sveto obhajilo in na birmo, se je spominjal Hladnik. V tej cerkvi je bil tako krščen, v njej je opravil prvo spoved, prvo obhajilo in sveto birmo. Kasneje, 17. julija 1927, pa je imel še novo mašo. Pa si pogledamo, kako je do nje prišlo. Že prej smo omenili poškodbo noge, ki ga je spremljala od otroških let. Kot sam pravi, mu je večkrat prišlo prav, da mu kakega neprijetnega dela ni bilo treba opraviti. Dostikrat pa so mu tudi odsvetovali delo, ki bi ga rad opravil in se z njim postavil. Zato je bilo na koncu zadnja očetova beseda, šel boš pa amen. In tako je bil poslan v Škofjo Loko, stanujoč pri tujih ljudeh, v šoli in cerkvi pa mu je še vedno odmevala pesem. Razredu ljudske šole je napisal prošnjo za sprejem na gimnazijo v zavod svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Prošnja je bila ugodno rešena. 15. septembra 1914 je opravil sprejemni izpit in bil sprejet. V letu 1915, ko Italija napove vojno Avstriji, je kot mnoge Slovence mobilizacija zadela tudi njegovega očeta. Vojni dogodki in naravno teženje narodne miselnosti so leta 1917 dobili javen izraz v tako imenovani Majniški deklaraciji. Za velike počitnice 1918 je bil na Trebernem pri stricu, prav tisti čas 17. avgusta, ko so odkrili dr. Kreku spominsko ploščo v Šentjažu na Dolenjskem. Pripravljal se je počasi zlom tisočletne Habsburške monarhije. Avstrija je nezadržno umirala, tako se je vrnil v 5. gimnazijo. Preboj na Solunski fronti, poraz pri Verdunu v Franciji, tudi Rusija ni bila več v boji, ker je bila v njej komunistična revolucija. Vse povsod se je rušilo. Zdrobila se je avstrijska fronta na Pjavi, ne toliko zaradi italijanske akcije, temveč zato, ker so vsi avstrijski narodi položili orožje in se niso hoteli več bojevati za Nemce in Avstrijo.